Iz današnje epizode Petra Klepec. Oglas za delo, v katerem za administrativna dela iščejo ženske, ki so mlajše od 30 let, čeprav za to ni nobenega razloga in bi takšna administrativna dela lahko opravljale tudi ženske, ki so starejše in moški vseh starosti. Tukaj je šlo za neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, starosti in spola. In magistrica Mojca Vavputič. Jaz mislim, da je premalo teh pozitivnih informacij o delu in življenju invalidov. Vedno mediji poročajo o tem, da se je nekomu neka grozna nesreča zgodila, ne poročajo pa o tem, razen ker so mogoče paraolimpijske igre, pa še tam premalo, kako zelo uspešni so lahko ti invalidi. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. V današnji epizodi vam bomo najprej ponudili nekaj aktualnosti iz naše hiše. Nekaj primerov, ko je zagovornik opozoril na diskriminacijo. V nadaljevanju se po dolgem času vrača rubrika ABC varstva pred diskriminacijo, kjer vam bomo predstavili oblike diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Za konec pa bi vašo pozornost radi usmerili k zanimivemu projektu detabuizacije invalidnosti. Aktualno pri zagovorniku. Če menite, da ste bili kdaj slabše obravnavani, prikrajšani ali oškodovani zaradi vaše osebne okoliščine, zato ker ste na primer ženska, starejši, oseba z invalidnostjo, LGBT oseba, vernica in podobno, potem se lahko obrnete na zagovornika načela enakosti. Zagovornik bo vaš primer preučil, se z vami pogovoril in v primeru suma, da ste bili žrtev diskriminacije, izvedel postopek ugotavljanja diskriminacije. Če pa sum diskriminacije zazna sam, na primer iz poročanja medijev, lahko začne postopek ugotavljanja diskriminacije po uradni dolžnosti. Prav pred kratkim je zaključil en tak primer. Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije zahtevo po dokazovanju slovenskega etničnega porekla neupravičeno izključil študentki, ki sta bili priznani kot članici Slovenske narodne skupnosti v Italiji. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Mi smo se v javnosti seznanili z velikim vznemirjenjem v slovenski zamejski skupnosti v Italiji, ko sta dve kandidatki za štipendijo v Sloveniji, ki bi se štipendirali kot zamejki skozi sklad, javni zavod za štipendiranje Republike Slovenije, dobile pravzaprav negativno odgovor na njuno kandidaturo za štipendijo. Namreč nista, tako so rekli, izpolnjevali pogoja slovenskega porekla. To pomeni, da nista uspeli dokazati rojstnih listov prednikov. In čeprav sta te dve kandidatki obiskovali slovenske šole v Italiji, bili sta aktivni v slovenskih društvih in še več, slovenske organizacije v Italiji sta jima izdali potrdilo, da sta zavedni in aktivni pripadnosti te skupnosti, Slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pri zagovorniku smo začeli postopek po uradni dolžnosti. Saj nas je zanimalo, ali je takšno vrsto izločevanje kandidatk, ki v skupnosti Slovencev v Italiji uživajo status članic te skupnosti, pravzaprav sploh legitimno. In v našem postopku smo ugotovili, da tako zahteva za dokazovanje porekla pomeni
pravzaprav neposredno diskriminacijo na podlagi etničnega porekla, saj je pripadnost skupnosti zakonito dokazljiva z dejansko pripadnostjo in s priznanjem strani skupnosti. In v bistvu smo veseli, da je sklad že za študijsko leto potem 23-24 popravil in določil, da pripadniki Slovenske narodne skupnosti v zamejstvu to dokazujejo z potrdili reprezentativne organizacije, ne pa z nekimi globokimi analizami etničnega porekla. Namreč ne nazadnje je bistveno, kaj ta naša skupnost v Italiji priznava tistim, ki pa se, to je pa zdaj ključno, v njo vključujejo, ki v njo prihajajo. Namreč tudi te procesi so fluidni in ne glede na to, da je šlo v tem primeru za kandidatki, ki sta prihajala iz italijanskega oziroma bošnjaškega ozadja, to ne sme biti tisto, ki odloča, pač pa to, kar danes sta in izkazali sta in izrekli sta, da govorita slovenski jezik in da sodelujeta v slovenski skupnosti v Italiji, in zato bi morala seveda biti upravičene tudi do teh štipendij. Še en primer. Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočal spremembo zakona o štipendiranju. Ko se namreč dijak z opravljeno poklicno šolo, ki je med šolanjem prejemal državno štipendijo, odloči za maturitetni tečaj in pristop k splošni maturi, mu za to dodatno leto izobraževanja državna štipendija ne pripada. Zagovornik je ocenil, da takšna izključitev pomeni neupravičeno slabšo obravnavo dijakov iz socialno ogroženih družin pri pridobivanju višje izobrazbe. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Mi smo ugotovili, da je dijak, ki je opravljal poklicno šolo in prejemal državno štipendijo, seveda z tisto poklicno maturo precej omejen pri možnosti na vpise na fakultete. In če hoče seveda razširiti svoje izobraževalne možnosti, mora opraviti enoletni maturitetni tečaj in potem pristopiti k splošni maturi. In če bi on hodil v gimnazijo, bi mu cel čas gimnazije do te splošne mature štipendija pripadala. Zdaj pa, ker je pa prej končal poklicno šolo, mu pa v tem letu, ko bi nadoknadil tisto širino srednješolskega izobraževanja, ki je potrebna za splošno maturo, država več ne pomaga zagotavljati z državno štipendijo. Namreč tukaj gre za neko ozko birokratsko razlago, bi rekel, da je pač šola je končana in s tem je on izčrpal svoje možnosti za štipendijo. Mi pa stvar vidimo drugače. On še ni prišel do splošne mature, kakor so tisti, ki so upravljali gimnazijo, in da bodo posledice tega, da bi upravil splošno maturo, to, da bi se lahko vpiše na več različnih fakultet, da lahko pravzaprav izboljša dolgoročno svoj socialni položaj z pridobitvijo kasnejših zaposlitev, bi bilo zelo pomembno, da bi to višjo raven izobrazbe pomagali dosegati tudi tistim, ki pač potrebujejo državno štipendijo. Ta je socialni korektiv in daje seveda določenim dijakom, ki morajo izpolnjevati določen cenzus, seveda možnosti, da se izobražujejo in tako odpirajo perspektive. V tem smislu je tukaj ministrstvo pristojno tega ne prepoznava kot problem. To se nam zdi kar žalostno, namreč gre za skupino dijakinj in dijakov, ki želijo več, ki prihajajo iz šibkejšega socialnega sloja in bi jim na ta način lahko država ponudila to spodbudo in izboljšala tudi z vidika zagotavljanja enakih možnosti, da bi oni nekako dopolnili svojo izobrazbo in v življenju potem lahko rastli in dosegali več. Na potezi je zdaj zakonodajalec. V govoru zagovornika ste slišali izraze, kot so neupravičena neenaka obravnava, diskriminacija, neposredna diskriminacija.
kaj ti izrazi sploh pomenijo, kaj je diskriminacija in katere oblike diskriminacije poznamo. Vse to v pogovoru s pravno svetovalko pri Zagovorniku Petro Klepec. ABC varstva pred diskriminacijo. Diskriminacija je slabša ali manj ugodna obravnava določene osebe zaradi kakšne od njenih osebnih okoliščin. Drugačna obravnava oziroma razlikovanje samo po sebi ni sporno. Razlikovanje postane družbeno nesprejemljivo, ko brez razloga temelji na posameznikovi osebni okoliščini. In zdaj Zakon o varstvu pred diskriminacijo ima zelo zapleteno definicijo diskriminacije, ker pač mora vse elemente zaobseči in da je tudi precizna in natančna. Za vsakodnevno rabo pa, ali bi lahko rekli, da je diskriminacija vsakič, ko nas nekdo neupravičeno slabše obravnava zaradi tega, kar smo, in so nam pri tem okrnjene nekatere ugodnosti in pravice. Ja, to je dovolj natančna definicija diskriminacije. Tako kot si povedal, da ne ponavljam, zakon ima zelo kompleksno, zakon je pravno besedilo in definicije, ki so tam noter napisane, so malo bolj kompleksne, zaradi tega tudi bolj natančne, ampak za potrebe vsakdanjega življenja je bilo to, kar si povedal, dovolj. Večkrat tudi rečemo, da diskriminacijo v vsakodnevnem življenju razumemo zelo široko. Zakonska definicija diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo pa je zelo natančna in ožja. Katere elemente mora neka neenaka obravnava vsebovati, da lahko rečemo, to smrdi po diskriminaciji? Danes bova govorila o oblikah diskriminacije. Mogoče najbolj razdelana so elementi neposredne diskriminacije. To pomeni, da mora neenaka obravnava temeljiti na osebni okoliščini, da mora obstajati vzročna zveza med neenako obravnavo in to osebno okoliščino, da mora biti posameznik slabše obravnavan v primerjavi z drugimi posamezniki, ki so v primerljivem položaju z njim, in moramo ugotoviti odsotnost izjem od prepovedi diskriminacije. In mora ustrezati ustrezni obliki diskriminacije, ki je definirana v zakonu, o tem bomo danes govorili, in mora biti na področju, ki jih zakon definira. To so pa praktično vsa področja, področja izobraževanja, sociale, zdravstva, iskanja zaposlitve, dela in tako naprej. Ja, zakon zagotavlja varstvo pred diskriminacijo na vseh področjih družbenega življenja, 8 jih našteva, ampak glede na zakonsko dikcijo je varstvo pred diskriminacijo zagotovljeno na vseh področjih. Teh 8 pa je naštetih primeroma. In kot ponavadi rečemo na naših izobraževanjih, na vseh področjih je diskriminacija prepovedana in ima zagovornik pristojnosti, razen na enem. Ja, kadar pa gre za zasebna razmerja, takrat pa zagovornik ni pristojen. Če tam pride do kakšnih težav, so pristojni lahko drugi organi. Zagovornik je pristojen za področja družbenega življenja. To lahko razumemo tako, da za zasebno ni. Če gremo počasi po teh oblikah diskriminacije. Najpreprostejša, najbolj enostavna, čeprav z bolečimi posledicami, je neposredna diskriminacija. Kaj je torej neposredna diskriminacija? Neposredna diskriminacija je, kadar je nekdo zaradi neke svoje osebne okoliščine obravnavan manj ugodno kot nekdo drug. Tak primer, če zelo preprosto povem, je oglas za delo, v katerem za administrativna dela iščejo ženske, ki so mlajše od 30 let, čeprav za to ni nobenega razloga in bi takšna administrativna dela lahko opravljale tudi ženske, ki so starejše, in moški vseh starosti. Tukaj je šlo za neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, starosti in spola. Lahko naštejemo par teh ostalih osebnih okoliščin, tudi da še ponovimo za nazaj. Ja, zakon jih našteva, primeroma jih našteva zakon v 1. členu, in sicer so to spol,
narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba in potem zakon reče ali katerakoli druga osebna okoliščina. Te druge osebne okoliščine pa razumemo tako, da uporabimo definicijo osebnih okoliščin, ki pravi, da so to tiste lastnosti, ki jih človek ne izbere, s katerimi se rodi, ali pa jih ne more spremeniti oziroma se jim ne more zlahka odreči. Tako je zagovornik pri svojem delu recimo kot osebne okoliščine že prepoznal državljanstvo, nosečnost, starševstvo, zdravstveno stanje, kraj rojstva, barvo kože, kraj bivanja in podobno. Ta krog osebnih okoliščin, ki je naštet v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, tako ni zaprt. In če nas nekdo slabše, neupravičeno slabše obravnava, ravno zaradi recimo našega spola, barve kože, etnične pripadnosti, socialnega položaja, kraja bivanja in tako naprej, in nas pri tem okrni za neko pravico, temu bi rekli neposredna diskriminacija. Ja, temu bi rekli neposredna diskriminacija. Posredna diskriminacija je malo bolj zagonetna. Ja, pri posredni diskriminaciji imamo na videz nevtralno pravilo oziroma na videz nevtralno prakso, ki je enaka za vse. Ampak takšno na videz nevtralno pravilo za osebe z določeno osebno okoliščino učinkuje tako, da jih postavlja v slabši položaj. Najlažje je mogoče to razložiti s primerom. Recimo zahteva za delovno mesto, da se uradni jezik govori na ravni materinega jezika. To lahko prikrajša govorce manjšinskih jezikov. En tak drug primer je tudi zahteva po določeni telesni višini kandidatov za zaposlitev, kar lahko v manj ugoden položaj postavi ženske, ki so pač povprečno nižje od moških. In v praksi je res včasih težko razlikovati med posredno diskriminacijo in različno obravnavo, ki je dovoljena. Dovoljena je različna obravnava v primeru posredne diskriminacije, kadar imamo legitimen cilj in je praksa sorazmerna s tem ciljem, torej nujna. To pomeni, da ni na voljo drugega sredstva, ki bi bilo manj diskriminatorno. In če zdaj recimo to kompleksno definicijo poskušamo recimo na primeru, ki ga vedno povemo na naših izobraževanjih. In sicer imamo razpis za socialna stanovanja, občina ta razpis objavi in reče, da je pogoj za pridobitev socialnega stanovanja, eden od pogojev, ta, da ima kandidatka dokončano srednjo šolo. V večini občin bo ta zahteva vse prebivalke in prebivalce približno enako prizadela, enakopravni bojo pri tem dokazovanju. V občinah z manjšinsko romsko populacijo pa bi ta ukrep nesorazmerno bolj prizadel romske kandidatke in kandidatke, ker vemo, da imajo nižjo strukturo. Bi bil to dober primer za posredno diskriminacijo? Ja, to je dober primer za posredno diskriminacijo in bi tudi prestal ta primer test, če obstaja za to kakšen legitimen cilj. S tem smo se že ukvarjali, nismo prepoznali nobenega legitimnega cilja za to, da bi se na razpisu za neprofitna stanovanja drugače obravnavalo ljudi. Lahko bila legitimna zahteva to, da imajo določeno stopnjo izobrazbe doseženo. Recimo, da sem zdaj za sekundo hudičev odvetnik in rečem, v moji občini želimo dvigant nivo izobrazbe, zato smo dali ta pogoj v ta stanovanjski razpis. Zakaj to ni legitimen cilj? Tudi s tem smo se ukvarjali. S temi sredstvi ni mogoče doseči tega cilja. Ni še bilo pokazano, da bi lahko za takšno zahtevo v razpisu, ki je povezano za stanovanjsko problematiko, se lahko dvignila raven izobrazbe oziroma da bi se na ta način lahko spodbudilo prebivalce, da bi
da bi se izobraževali bolj kot se sicer. Imamo za to druga sredstva, ki so bolj učinkovita v resnici. Ja, drži. Dobro. Potem Zakon o varstvu pred diskriminacijo, poleg posredne in neposredne, ki so bolj te osnovne oblike diskriminacije, definira še vrsto drugih oblik. Ena izmed teh oblik je nadlegovanje. Zakaj gre? Nadlegovanje je nezaželeno ravnanje, ki je povezano z osebno okoliščino, in sicer gre za takšno vrsto ravnanja, ki ima učinek ali namen ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno, žaljivo okolje za osebo in ki žali dostojanstvo te osebe. Lahko se manifestira na ravni verbalnega, preko besed, opazk, lahko je neverbalno, govorica telesa, geste, mimika, lahko je tudi fizično ravnanje kot dotiki, udarci, lahko je takšno ravnanje namerno, ob zavedanju, da bo imelo poniževalen učinek na žrtev, lahko je nenamerno v obliki šal, nesporazumov, ampak za kršitev zadošča že ta poniževalen, ta zastraševalen oziroma žaljiv učinek tega ravnanja na žrtev. To pomeni, da je meja nezaželenega ravnanja se določa individualno, v vsakem primeru posebej pri nadlegovanju. In to poniževanje, zmerjanje mora temeljiti na osebni okoliščini, ker če ne temelji, je recimo lahko to mobbing. Ja, pogosto ljudje ni povsem jasno, kakšna je razlika med nadlegovanjem v smislu določb Zakona o varstvu pred diskriminacijo in med šikaniranjem in mobbingom oziroma trpinčenjem. Vse to je prepovedano, vendar je za nadlegovanje značilno, da je povezano z osebno okoliščino, ostale oblike, ko sem jih naštela, pa za njih pa obstoj osebne okoliščine ni bistven. Ja, mora žrtev postaviti mejo, ko gre za recimo nadlegovanje po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Mora reči, dovolj je, to me prizadene, nehajte, je potrebno postaviti mejo ali je ni treba postaviti, ko bi recimo obravnavali tak primer? Odgovor na to vprašanje je ja in ne. Meja pa je postavljena, če gre za ravnanje, ki je v mejah družbeno sprejemljivega. Takrat je bistveno, da prizadeti oziroma da žrtev opozori kršitelja, da je to sporno, da je takšno ravnanje nesprejemljivo in na ta način določi to mejo sprejemljivega. Če v takšnih primerih kršitelj še nadaljuje s svojim ravnanjem, gre za nadlegovanje kot eno od oblik diskriminacije. Če pa je to ravnanje, ki ga obravnavamo kot nadlegovanje, ni več v mejah družbeno sprejemljivega in bi moglo kršitelju biti povsem jasno na podlagi splošno znanih dejstev, da je to ravnanje nezaželeno v takih primerih, pa opozorilo žrtve ni potrebno. Ko neka splošna etika narekuje naše medsebojne odnose in to nekdo zavestno krči, je že iz nekega kulturnega konteksta jasno, da gre za nadlegovanje. Ja, drži. Tudi spolno nadlegovanje je oblika diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Zakaj pa gre pri spolnem nadlegovanju? To pa je oblika nezaželenega ravnanja, ki je spolne narave. Tudi takšno vedenje je lahko verbalno, na primer sugestivne pripombe, opazke, namigovanja, opolzki komentarji. Takšno ravnanje je lahko tudi neverbalno, na primer spolno sugestivne geste, mimika ali morda celo prekomerno telesno približevanje. Lahko je pa tudi fizično v obliki nepotrebnega dotikanja in podobnega. Tudi spolno nadlegovanje ima lahko namen ali samo učinek, da prizadene dostojanstvo osebe. Gre pa tudi tukaj kot pri nadlegovanju, o katerem sva govorila prej, za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja za žrtev. Dobro, potem sledijo nekatere oblike, ki, ko gre za neko nagovarjanje, za neko pozivanje, recimo pozivanje k diskriminaciji, je tudi diskriminacija po zakonu.
Ja, tudi pozivanje k diskriminaciji je ena od oblik diskriminacije. Določena je v 10. členu Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Gre za izjavo in neka izjava bo štela za pozivanje k diskriminaciji, če bo spodbujala druge osebe k dejanjem, katerih posledica bi lahko bila diskriminacija. Tako nekatera od teh ravnanj, ki pomenijo pozivanje k diskriminaciji, predstavljajo hujše prepovedana ravnanja, na primer podajanje ali širjenje rasističnih, narodnostno, versko, spolno razlikovalnih pozivov, napeljevanje, ščuvanje, hujskanje k sovraštvu, hujskanje k diskriminaciji, neko širše javno pozivanje, ki spodbuja diskriminacijo in podobno. Je pa po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano tudi javno opravičevanje, zapostavljanja ali preziranja nekih oseb ali neke skupine oseb zaradi njihovih osebnih okoliščin. Prepovedano je tudi opravičevanje idej o prevladi ali pa o več vrednosti nekih oseb z določenimi značilnostmi, osebnimi okoliščinami. In sicer o predvladi nad tistimi, ki teh osebnih okoliščin nimajo. En primer mogoče, da bo lažje razumljivo, je recimo javno opravičevanje nadvlade pripadnikov bele rase in posledično poniževanje ostalih narodnosti, pripadnikov ostalih ras ali ljudi z drugačnim etničnim poreklom. Naslednje pa je navodila za diskriminacijo, ki je drugačna od pozivanja. Tukaj gre pa za neka konkretna navodila. Ja, tudi to je ena oblik diskriminacije. Navodila za diskriminacijo predstavljajo vsakršna navodila, katerih posledica je oziroma bi lahko bila diskriminacija. Vključujejo tudi navodila v primerih, ko diskriminacija že je, da se taka diskriminacija ne prepreči. Ta navodila so lahko v obliki odredbe, ukaza ali kakšnega drugega navodila. More pa vedno iti za navodilo, naj se oseba diskriminira zaradi osebne okoliščine. Recimo en primer? Da bi, po mojem, na delovnem mestu se to lahko zgodi, mogoče v kakšnih javnih pozivih. Ja. Če bi recimo mojim zaposlenim dal navodilo, ne strežete Romom, je to navodilo za diskriminacijo? Ja, tukaj gre za navodilo za diskriminacijo na področju dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. Gre za področje, kamor sega varstvo pred diskriminacijo in ja, v tem primeru bi šlo za navodilo za diskriminacijo. Potem pa je zakonodajalec tudi pri prenosu teh evropskih direktiv bil kar precej natančen in ugotovil, da so to občutljivi procesi in se lahko zgodi, da ko žrtev prijavi diskriminacijo, se potem storilec lahko, ko je ugotovljena diskriminacija, maščuje. Kako temu rečemo? To pa je povračilni ukrep oziroma viktimizacija. Tudi nad tem, na to je razširjeno varstvo pred diskriminacijo. Gre za izpostavljanje osebe, ki je bila diskriminirana, ali tiste osebe, ki ji pomaga, neugodnim posledicam. In sicer zaradi ukrepanja, katerega namen je bilo preprečiti ali odpraviti diskriminacijo. Takšne neugodne posledice so na primer sankcije, šikaniranje, mogoče nadlegovanje. Za ukrepanjem proti diskriminaciji pa so mišljene razne pritožbe, nastopanje v vlogi zaupnika, če nekdo priča v primeru diskriminacije in podobno. Zdaj smo obdelali neposredno diskriminacijo, posredno diskriminacijo, nadlegovanje, spolno nadlegovanje, pozivanje k diskriminaciji, navodila za diskriminacijo in viktimizacijo. Imamo še dve bolj zagonetni obliki diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Ena od njih je diskriminacija preko povezave.
Zakaj gre pri tej obliki? Pri diskriminaciji preko povezave je razlog za diskriminatorno obravnavo neka osebna okoliščina, ki je posameznik, ki je žrtev diskriminacije, sicer nima, je pa na določen način ta posameznik povezan z osebo ali mogoče z skupino oseb, ki to osebno okoliščino imajo. Naprimer, takšna vrsta diskriminacije se bo dogajala zaposleni oziroma neki gospe v službi, ki je na delovnem mestu izpostavljena žaljivim pripombam, mogoče žaljivim elektronskim sporočilom, zbadanju svojih sodelavcev, ker ima hčerko, ki je lezbijka in je znana aktivistka za pravice istospolno usmerjenih. Drug primer mogoče take diskriminacije je primer posameznika, ki je bil najuspešnejši med kandidati v postopku na podlagi razpisa za delovno mesto. Naknadno pa je delodajalec preden ga je izbral, dokončno ugotovil, recimo, da je njegov otrok, da ima težko invalidnost, zaradi česar bo najverjetneje ta posameznik pogosto odsoten zaradi skrbi za tega otroka. In tudi v tem primeru govorimo o diskriminaciji zaradi povezave. V prvem primeru, o katerem sva govorila, je šlo za povezavo z osebo, ki ima osebno okoliščino spolne usmerjenosti. V drugem primeru pa je bil otrok od kandidata za delovno mesto, je imel osebno okoliščino invalidnosti in je zaradi tega bil njegov starš manj ugodno obravnavan. Skratka, ne gre za diskriminacijo na osnovi osebne okoliščine, ki jo ima diskriminirana oseba, ampak z njo povezana oseba. Ja, v obeh primerih, ko sem jih naštela, je bil to otrok od osebe, ki je diskriminirana, ampak seveda ne gre samo za te primere. In potem še diskriminacija zaradi napačnega sklepanja. Ja, Zakon o varstvu pred diskriminacijo zagotavlja enako obravnavanje tudi osebam, ki so diskriminirane zaradi napačnega sklepanja o obstoju določene osebne okoliščine. Zdaj, na izobraževanjih, ko si jih prej omenjal, smo tukaj obravnavali primer, ko je gospa bila podpornica udeležencem Parade ponosa in je v ta namen nosila mavrično broško. Potem pa je želela v lokalu naročiti pijačo, kjer so ji zavrnili postrežbo, ker so rekli, da istospolno usmerjenim pijače ne strežejo. Ta gospa te osebne okoliščine ni imela, vendar je osebje v lokalu napačno sklepalo, da jo ima in zaradi tega jo je izpostavilo diskriminaciji. Zakon določa in definira in opisuje tudi hujše oblike diskriminacije. Katere so te? Hujše oblike diskriminacije jih je več. Gre za multiplo oziroma večkratno diskriminacijo, gre tudi za množično diskriminacijo. Med hujše oblike štejemo tudi dolgotrajno oziroma ponavljajočo se diskriminacijo in pa takšno diskriminacijo, ki ima težko popravljive posledice. Večkratna diskriminacija je prva od teh oblik in pomeni, da je oseba diskriminirana zaradi več osebnih okoliščin hkrati. Recimo imamo pripadnika romske skupnosti, ki je hkrati tudi invalid. In ta oseba je lahko žrtev diskriminacije že samo zato, ker je Rom, lahko je žrtev diskriminacije tudi samo zato, ker je invalid, lahko pa je žrtev diskriminacije tudi zato, ker je Rom in invalid. In tukaj gre za diskriminacijo zaradi več osebnih okoliščin hkrati. Naslednja od hujših oblik je bila množična diskriminacija. O tej govorimo, kadar je s spornim ravnanjem diskriminiranih več oseb hkrati. Posebej huda je takšna diskriminacija, kadar je neenako obravnavanje motivirano z sovraštvom ali s prezirom do neke skupine, ponavadi gre za skupino oseb z določeno osebno okoliščino. Na en primer množične diskriminacije v Sloveniji je primer izbrisanih. V tem
takrat je prišlo do izbrisa državljanov z določeno osebno okoliščino iz vseh uradnih evidenc. To je en tak primer množične diskriminacije. Naslednja od hujših oblik je bila pa dolgotrajna ali ponavljajoča se diskriminacija. O tem govorimo, kadar gre za izpostavljanje neke osebe diskriminaciji, ki traja dalj časa, oziroma diskriminaciji, ki se ponavlja. In to bo tako obliko diskriminacije naredilo še posebej problematično. Primer takšne diskriminacije bi bil, kadar volišča v državi niso dostopna volivcem z gibalno oviranostjo. Ti volivci zaradi arhitekturnih ovir, na primer zaradi stopnic, v preteklosti na več volitvah zaporedoma, torej v daljšem časovnem obdobju, niso mogli dostopati do volišč. Če jim volilna komisija ni zagotovila druge primerne rešitve, na primer mobilnih volišč ali glasovanja na domu, so bili dalj časa na več zaporednih volitvah diskriminirani in je bilo poseženo v njihovo volilno pravico. Zadnja oblika še to povem, je pa bila taka diskriminacija, ki ima težko popravljive posledice. Tudi tukaj gre seveda za hujšo obliko diskriminacije. Take težko popravljive posledice so posledice, ki so trajne, so posledice, ki so nepopravljive. Posebej težko popravljive posledice praviloma nastanejo tudi, kadar je diskriminacija se zgodila v razmerju do otrok ali v razmerju do slabotnih oseb, torej kadar so oni žrtve diskriminacije. Zdaj tle primer takšne vrste diskriminacije je bil eden od interventnih zakonov, ki je določil ukrep obvezne upokojitve. V praksi to pomeni, da bojo ženske zavarovanke mogle se upokojiti nekaj mesecev prej kot moški zavarovanci, kar bo imelo za posledico, kar bo prineslo nepopravljive in trajne posledice za te osebe ženskega spola, ki so prej izpolnile pogoje za upokojitev. In ta primer smo imeli tudi v hiši. Kako smo ga rešili? Ja, ta primer smo imeli v hiši in smo ugotovili, da je šlo za diskriminacijo. Dobro, zdaj, tako smo se sprehodili čez večino oblik diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Za bolj podroben študij usmerjamo ljudi lahko na zakon o varstvu pred diskriminacijo ali pa na našo spletno stran www.zagovornik.si. Tam so vse oblike diskriminacije opisane in tudi navedeni nekateri primeri. Petra Klepec, najlepša hvala za pojasnila. Hvala tudi tebi, Mitja. Za konec tokratne epizode smo obiskali Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. V medijih smo namreč zasledili vest o projektu Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Pogovorili smo se s strokovnim sodelavcem pri NSIOS-u Gašperjem Oblakom in generalno sekretarko magistrico Mojco Vavputič. Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov je dvoletni projekt, ki se je začel 1.1.2024 in se bo zaključil konec oktobra 2025 in je financiran iz evropskih sredstev. Namen projekta in njen glavni cilj je ozaveščanje družbe o drugačnosti, seveda s fokusom na invalidih. Preko projekta želimo pravzaprav razbiti neke tabuje, ki vladajo v družbi, da so invalidi neki ubogi ljudje, ki potrebujejo veliko pomoči. Mi smo zgodbo popolnoma obrnili in želimo predstaviti invalide kot enakopravne člane naše družbe, davkoplačevalce, zelo uspešne ljudi in mislim, da nam je to do zdaj zelo uspelo. Projekt ste razdelili v dva sklopa. Nadaljnji razvoj Evropske kartice ugodnosti za invalide je bil en sklop in drugi sklop je bil ozaveščanje družbe.
V okviru tega razvoja invalidske kartice ste med drugim z Urbanističnim inštitutom preverjali dostopnost objektov ponudnikov. Katere objekte ste preverjali in kaj ste ugotovili? Ja, Urbanistični inštitut Republike Slovenije je partner projekta, tako. V bistvu so te ocene dostopnosti požele kar veliko zanimanja med ponudniki. Namreč vemo, da se tudi zakon o dostopnosti približuje, in so res želeli dobiti neko povratno informacijo, feedback, kaj lahko še izboljšajo. Terensko delo je potekalo tako, da so z invalidom, ki ima eno izmed oblik invalidnosti, obiskali sam objekt, in potem podali neko oceno, kako dostopen je, kaj bi se lahko še izboljšalo. Se date ugotovitve strniti ali je bilo tako obsežno, da se ne da? Pregledali so okoli 100 objektov. Določeni objekti so zelo dobro dostopni, ni nobenih težav. Pri določenih ponudnikih pa že, ko smo se z njimi dogovarjali, da bojo pristopili k Evropski kartici ugodnosti za invalide kot ponudniki, so pa nas že na začetku opozorili, da niso najbolj dostopni in da se tega zavedajo, vendar tukaj je bilo potem kar nekaj tudi objektov, ki so pod kulturno dediščino in nekako ne najdejo ustrezne rešitve, kako bi bili lahko dostopni. V okviru ozaveščene družbe ste izvedli tudi številne delavnice z zaposleni na upravnih enotah, za vrtce, osnovne, srednje šole. Kakšne delavnice so bile to? Kakšno zanimanje in reakcije so požele? Kot ste navedli, gre za dve vrste delavnic. Prva vrsta delavnic je bila pripravljena za zaposlene na upravnih enotah iz cele Slovenije. To sta bile trenutno v tem projektu dve delavnice. Odziv je bil izjemen, obisk je bil nadpovprečen, tudi zadovoljstvo vseh, ki so se teh delavnic udeležili. Naš namen je biti predstaviti v bistvu zakon o izenačevanju možnosti invalidov vsem tistim, ki delajo na upravnih enotah z invalidi, in pa seveda vse tiste storitve, ki izhajajo iz tega zakona. Tako so na delavnici, v bistvu so bile to zelo konkretne delavnice, so sodelovali tudi invalidi, recimo predstavili smo psa vodnika, ki je prišel skupaj z invalidom, in potem se je ves postopek za pridobitev psa vodnika predstavil, invalid je pa predstavil pravzaprav tudi težave, s katerimi se soočajo pri pridobitvi teh dovoljenj. Potem je bilo tudi recimo, predstavili smo v bistvu delo, ki ga opravljamo tudi mi, zato da smo se tudi približali tem delavcem na upravnih enotah. Imeli smo tudi razstavljeno že našo fotografsko razstavo, zato da so pač tudi nekako začutili utrip tega projekta. Drugi del delavnice je bil pa seveda mišljen za mlade. Tako smo gostovali z invalidi v vrtcih, šolah in pa srednjih šolah. To je potekalo tako, da je v bistvu prišel en invalid, ki ima svojo življenjsko zgodbo, jo predstavil mladim na njihov pač način, in smo s tem v bistvu pravzaprav tudi mladim približali njihovo življenje. Skratka, nekakšna detabuizacija invalidnosti. Tako, vse s tem namenom. Razstava fotografij Nič drugačno življenje je eden bolj vidnih delov projekta. Kako je nastala in kaj želi sporočiti javnosti? Ja. Fotografska razstava je nastala pravzaprav na pretekli izkušnji izpred nekaj let, ko je Primož Lavre že postavljal razstavo Nič drugačne mame. Šlo je za razstavo, s katero smo želeli razbiti tabuje glede mam otrok s posebnimi potrebami, s sporočilom, da to niso čisto nič drugačne mame kot vse mame na tem svetu. Ker pa je ta projekt zelo široko zastavljen, se nam je zdelo prav, da se fokusiramo na celotno populacijo invalidov. Tako je prišla ideja, da pač predstavimo različne zgodbe uspešnih invalidov, in potem je seveda iz tega nastala ta potujoča razstava. Iz potujoče razstave seveda vsak pomisli, da smo jo postavili v nekih objektih, se je to razširilo tudi na zunanje površine, na jumbo plakate, na avtobuse mestnega in potniškega prometa, tako da smo v bistvu res zajeli celo Slovenijo. Ko govorimo o vprašanju oseb z invalidnostmi in socialnem vključevanju, je mantra, načelo
nič o invalidih brez invalidov. Kako ste, da rečemo v projektnem jeziku, implementirali to načelo v vaš projekt? V projekt, ja. Na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije se tega načela res močno držimo. V samem projektu smo to implementirali na način, da smo v vse aktivnosti invalide same vključili. Se pravi, delavnice, kot je Mojca omenila, za mlade, za delavnice na upravnih enotah. Potem imamo 25, mi jih imenujemo ambasadorjev projekta, ki so tudi predstavili svojo življenjsko zgodbo, z njimi smo posneli tudi podcaste in pač na ta njihov uspeh oziroma smo ga majčkeno izpostavili, ne. Tako da na ta način. Potem imamo tudi mini šolo nastopanja za invalide, kjer pod budnim očesom Lucije in Boštjana Štormana se učijo vsak teden nastopanja pred kamero, retorike in vse skupaj bojo strnili zdaj v končni predstavi Ladja pluje, ki je taka komična polurna predstava. Skupina je res odlična, noter so zajete različne oblike invalidnosti, se pa skupina tudi zelo lepo povezala in napreduje iz vaje v vajo, tako da je to en tak dodaten plus in seveda tudi na ta način se socialno vključujejo in družijo. Eden prijetnejših delov projekta je predstavljanje projekta domačim in tujim javnostim. Komu se ga ste predstavili in kakšni so bili odzivi? Ja, to je res. Najbolj smo ponosni na to, v bistvu, da se je razširil dober glas. Seveda na našem slovenskem področju je to prevzela pač zunanja agencija, ki skrbi za to, da smo se pojavljali v medijih takšnih in drugačnih. Posneli smo tudi TV spote, ki so bili objavljeni. Še bolj nas pa seveda veseli ta odmevnost v mednarodnem prostoru. Slovenija je že po samem zgodovinskem defaultu ena izmed prvih pobudnic za vpeljavo evropske kartice ugodnosti za invalide. Tudi je bila že pred leti pohvaljena v Organizaciji združenih narodov. In Evropa nas budno spremlja, kako pravzaprav delamo na tem področju. In zdaj, ko smo v bistvu razširili ta projekt iz pridobitve in vpeljave te evropske kartice, v tak res medijsko odmeven projekt, so nas povabili različni pač akterji, ki se ukvarjajo z invalidskim varstvom. Bili smo na Poljskem, kjer smo predstavili to kartico in pa tudi kako smo razširili in kakšen pomen ima ta kartica. Kartica je sicer res osnova, ampak če ne izpelješ dodatnih aktivnosti, samo kartica sama po sebi nima velikega pomena. Kasneje sva z Gašperjem obiskala tudi na povabilo mednarodne organizacije ISPD Španijo, kjer je bilo čez 220 udeležencev, predstavnikov različnih invalidskih organizacij iz celega sveta. Ta projekt, potem smo bili tudi v Litvi na generalni skupščini Evropskega foruma, kjer je bilo še posebej izjemno zanimanje, ker vse evropske države v skladu z direktivo morajo 1.1.2026 začeti z uvajanjem te evropske kartice, ki je trenutno v 9 državah Evrope. Na nas so se obrnili tudi z Ministrstva za invalide iz Italije in nas poprosili za v bistvu predstavitev, kako to počnemo, kaj delamo, ker so bili fascinirani nad tem. In pa tudi seveda zelo pomembna zadeva, da se je Ministrstvo za delo odločilo ta projekt kot eden izmed boljših projektov v Sloveniji predstaviti tudi na skupščini OZN, kjer ga je predstavil minister Mesec. Ko sem bil še jaz mali, so me učili, da se invalide ne gleda, se jih ne dotika in se z njimi ne pogovarja. In tako nastane socialna distanca. Kateri so tisti predsodki in stereotipi o invalidih, o invalidnostih, ki so najtežje odstranljivi? Seveda logično, tudi jaz sem iz starejše generacije, tudi jaz sem bila tako naučena, čeprav sem v družini imela dolgo časa že to izkušnjo. Tudi sama sem mama otroka s posebnimi potrebami, ampak izjemno srečna sem res, ker vidim, kaj je ta projekt doprinesel družbi in tudi to, da se situacija iz leta v leto spreminja. Dejstvo pa je, da nekateri stereotipi še vedno ostajajo, mogoče ravno zaradi tega, ker smo ljudje
v neki stiski, sami pravzaprav, ker se bojimo, da se to lahko zgodi tudi nam, ko vidimo nekega invalida, ker še vedno jaz mislim, da je premalo teh pozitivnih informacij o delu in življenju invalidov. Vedno mediji poročajo o tem, da se je nekomu neka grozna nesreča zgodila, ne poročajo pa o tem, razen ker so mogoče paraolimpijske igre, pa še tam premalo, kako zelo uspešni so lahko ti invalidi. In ravno preko teh zgodb, teh portretirancev vidimo, da v bistvu so invalidi zelo uspešni podjetniki, zelo uspešni športniki, zelo uspešni kulturniki, res otroci so zelo uspešni danes v rednih šolah, čeprav na tem področju se mi zdi, da bomo mogli v Sloveniji še vedno največ narediti. In to je sigurno tista stvar, ki je pozitivna. Vedno pa bo in obstaja še vedno kakšen posameznik, ki na to gleda mogoče slabšalno, ampak jaz mislim, da predvsem se moramo na nacionalnem svetu preko vseh invalidskih organizacij potruditi, da mi pojasnimo zadeve, ne da čakamo, da se bojo kar same od sebe pojasnili. In projekt, kot je vaš, spreminja invalidnost iz položaja žrtve v polnopravno vključene ljudi. Tako. Zagotovo. Zaključujete oktobra letos. Kaj želite, da po zaključku projekta ostaje kot trajen učinek v družbi? Nažalost zaključujemo ta projekt. Mi smo že vsi zelo žalostni, zato ker imamo res občutek, da bi lahko naredili še veliko več in tudi če bi seveda imeli finančna sredstva za to. Bomo pa v bistvu z Urbanističnim inštitutom, z Geodetskim inštitutom Slovenije, ki že delajo pravzaprav določene projekte, in smo ugotovili, da nekaj projektov v Sloveniji, ki bi bilo nujno treba povezati, zato da bi bili res udarni, se že dogovarjamo in tudi z Ministrstvom za kohezijo, da bi lahko nadaljevali z nekim bolj obširnim projektom, kjer bi bili vključeni še v bistvu drugi deležniki. Želimo pa si, da kot trajen učinek v družbi ostane sporočilo, da življenje pravzaprav je naporno, je trdo, je včasih nepravično, ampak ravno na primeru vseh teh invalidov lahko ugotovimo, da je lahko zelo lepo. In nič drugačno. Dobro. Najlepša hvala obema za pogovor. Hvala vam. Hvala vam. To je bila 9. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili generalna sekretarka Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, magistrica Mojca Vavpotič, strokovni sodelavec NSIOS-a Gašper Oblak, svetovalka pri zagovorniku Petra Klepec in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Podcast sem povezoval Mitja Blažič. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine. Ne pozabite nam slediti tudi na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.